Živlok, ura je 5:30, jaz sem spal samo 3-4 ure danes, zato da bi vam nekako pokazal skupaj z Žanom, kako nastane novica, ki je objavljena pred vsemi ostalimi novicami oziroma je objavljena med prvimi. Namreč danes bo Huawei predstavil v Parizu Huawei P30. Mi dva z Žanom pa so dobila opcijo, da ta telefon v bistvu ne greva gledati v Pariz, ampak da ga dobiva v roke že pri nas, v Sloveniji, in vam poveva zgodbo o njemu, pač prej, kot vsi ostali. Tako da, ostanite z nama, ker po moji največ kot čarobni špici vam bomo predstavili na Huawei P30. A to v redu? Ja, boš kakor drugega razreja. Ok. Are you listening? You crazy mother. No, z nama Žanom je ful naporna noč, zato ker smo včeraj proti večeru dobila v roke telefon, ki ga v bistvu še noben imel v rokah v Sloveniji. In sicer je to Huawei P30, nov flagship Huawei, telefon, ki smo ga vsi zelo pričakovali. Oziroma pričakovali, kaj bo prinesel novega. Namreč njegov predhodnik Huawei P20 Pro je bil tisti, ki je naredil največji vtis na nas na področju fotografije. Poleg dobre fotografije je pa v bistvu poskrbel še za par izjemnih lastnosti. Naprimer, ena izmed njih, ki je uporabnikom ful pomembna, je to, da je baterija teh telefonov res drži cel dan. Tako da se mi zdi, da Huawei v zadnjih letih prav tako špila na strune uporabnikov in daje največji poudarek prav področjem, ki so njim najbolj pomembna. Vsi vemo, da so te telefoni pravzaprav rade naši fotoaparati. Huawei je tukaj v sodelovanju s podjetjem Leica razvil res dober sistem kamer, ki v bistvu nadomestijo tisti fotoaparat, ki smo ga ponavadi v žepu nosili in z njimi fotografirali. Ta amaterski, hiter aparat. Na drugi strani pa Huawei dela telefone, ki so v bistvu uporabniku ful prijazni. Prijazni so pa predvsem iz vidika, koliko časa drži baterija telefona. In to so bile tiste glavne značilnosti predhodnika, torej Huawei P20 Pro. In zdi se, da ta recept, ki je bil preizkušen in očitno zelo dobro funkcionira, se je teh telefonov prodalo po malo okoli 30 milijonov, deluje v modelu Huawei P30, po domač povedati. Tako da, pejmo pogledati, kaj prinaša novega. Ni toliko veliko novega, kakor je v bistvu vse novega. Ampak pejmo zdaj najprej k čistim osnov. Namreč Huawei P30 je nekoliko zrastel v primerjavi s predhodnikom. Če je bil prej 6,1 palca, je zdaj 6,4. Kako bi rekel, zelo podoben je Samsungu S10 Plus. Dajmo temu čistko reči. Visok je, mislim, da 155 mm, širok pa 47. Pa tudi ekran ima 6,4 palca. Tako da, zdi se mi, da so tukaj pri Huaweiu ubrali en tak zelo preverjen recept. So rekli, dajmo posnemati tistega, ki je leading. Če zares, pa dajmo narediti zelo podoben telefon. Ni pa telefon podoben sam po merah. Dajmo si kar lepo priznati. Telefon je podoben tudi po oblikovanju. Zdaj, vsi poznamo Samsungove telefone od serije S7 dalje, imajo take lepe zaokrivljene robove. In na koncu teh robov je en tak zakrivljen zaključek. Zelo značilen je bil vedno za Samsunge. In zdaj naprej bomo lahko rekli, da je značilen tudi za Huawei. Tako da, telefon je tako na prvi uč, zelo podoben, bom rekel, vsaj, ko ga pogledaš iz strani. Je pa seveda zgodba v zadnji drugačna, tako kot je zgodba v spredi drugačna. Zdaj tako, spredi, tako kot sem že povedal, je 6,4 palčni OLED ekran, in ta OLED ekran, z razliko od Samsunga S10 Plus, nima punch hola, torej nima luknje le za kamero, ampak so se pri Huawei odločili, da bodo bolj konzervativni, in so pustili eno tak kosovzico na vrh in so ta noč ohranili kar standardno, ali pa tak, kakršnega so obljuvali zadnje pol leta. Meni je to načeloma skoraj bolj všeč kot tista luknja, zato ker, ne vem, nekako sem se navadil na te noče zgoraj in zdaj tista luknja levo ali pa desno, mi nič dodatne vrednosti ne prinese. Moram povedati, da je ekran dober, sigurno med najboljšimi, težko pa rečem po prvih vtisih, a je ta ekran zelo primerljiv Samsungom S10. Tam je res dober ali pa najboljši v razredu. Tudi tako, resolucija ni nič kaj presenetljivega, 1080, torej Full HD je sposobna, kaj več pa ne, tako da to so mogoče malenkosti, ki jih opazijo res samo profesionalci, poprečni uporabniki pa jih ne bojo. Ekran je lepo viden iz vseh zornih kotov. Ok, še ene stvari ne smem spustiti in to je sicer fingerprint senzor, jaz ga nisem probil, je pa seveda valjda na ekranu, tako kot je zdaj pri vseh sodobnih telefonih. Zdaj, ko smo že ravno na prvi strani telefona oziroma pri ekranu, lahko nekaj povem o tej kameri tukaj v spredi. Ima namreč 32 megapikselski senzor, kar je za front-facing selfie sebek kamero ogromno. To mislim, da nima nobeden. To je res velik in to nekako zagotavlja, da bojo ti selfiji relativno crisp. Ni vedno količina pikslov pomembna, ampak na koncu dneva pa ta količina pikslov da eno dodano vrednost. Tako kot recimo, če snemaš video v 4K, je tisti video boljši tudi, če je na nekoliko slabšem objektivu ali pa opremi narejen ali pa manjša
manjšem senzorju, zato ker je gostota teh pikslov višja. Zdaj, če skočimo na zadnjo stran, vidiš, zadnja stran pa dizajn te zadnje strani je cool, ni pa nič posebenega, to smo že videli velikrat. Medtem, ko ima recimo Samsung horizontalno poslavljene kamere, jih ima Huawei vertikalno, tokrat je ena kamera več kot pred predhodniku, to pomeni, da ima še tole, vidiš, neko vrste 3D kamero, ki zajame globino in pač mer to razdalja med objektom in samo kamero in tako omogoča določene specialne efekte. Drugače pa zgodba zelo enostavna. Vidiš, tale glavna kamera tukaj na sredini je 40 milijonov pikslov, to je tista najbolj klasična kamera, torej širokokotna. Pri širokem kotu mislim to, da je v bistvu to, kar vidimo, 1:1. 27 mm, če si fotograf, ti bo jasen, kaj približno pomeni ta objektiv. Potem imamo zgornji objektiv, ki je wide angle, pač 16 mm, če si predstavljaš, to je v bistvu tako, da noter v fotografijo oziroma v video spraviš celo familijo, če delate gasilsko fotografijo. Pol imate pa še tukaj v spodaj, vidiš tale kvadratek, ki v bistvu ni krogec, je pa teleleča. To pomeni, da to lečo bo uporabljali volerji, ki bojo recimo vohunili za svojimi sosedi in bojo lahko v bistvu za hibridnim zoomom 10krat povečali sliko. Kaj to pomeni? To pomeni, da ima 5krat optični zoom, v smislu, da tam pravzaprav slike zelo ne popač, in pa v kombinaciji z digitalnim 10kratnih hibridni zoom. Ne vem, če se to prav zastopi, ampak ja, 10krat bližji video stvar, po domač povedan. Tako da idealno za vohun za kom in tako naprej, ne? Malo se hecam, ampak ja, uporabnost tega teleobjektiva je tako zelo versatilna. Probal sem malo fotografirati, naredil sem par sepkov in meni se stvari ne zdijo slabe. Ne morem pa reči, da vidim bistveno razliko med predhodnikom P20 Pro, ker je res ta telefon delal res odlične fotografije. Je pa sigurno, če bi zdaj zadevo analiziral, sigurno zadeva boljša od predhodnika. Zdaj, kar se tiče videa, vem, da je možnost snemanja v 4K-ju z glavnimi kamerami, da lahko snemaš tam 30 frame na sekundo, da pri resoluciji 1080p lahko snemaš do 60 frame na sekundo. Jaz sem mogoče pričakoval tukaj saj 120 frame, ker 120 frame recimo omogoča, da že zadevo počasniš recimo za 2krat ali pa 3krat in narediš en tak lušten slow motion. Pri 1080p, koliko smo testirali tole snemanje s tem telefonom v teh 2-3 urcah, kar telefon imamo, zgleda dober, stabiliziran in se mi zdi, da bo ta telefon dober vlogerski telefon. Jaz sem mogoče malo razočaran nad samim zvokom. No. Jaz sem včeraj primerjal ta telefon z telefonom P20, ne P20 Pro, ampak P20, pa se mi zvočnik ne zdi toliko boljši. Namreč to se mi zdi, da je bila ena tista pomanjkljivost Huawei, da ta sound samega telefona ni bil ne vem kaj. Na drugi strani so pa bili pri Huawei spet zelo inovativni. To moramo priznati, namreč telefon nima tega zvočnika pri ušesu. Kaj to pomeni? To pomeni, da v bistvu ekran proizvaja zvok, ne? In ko telefon prislonite v ušesu, zadevo slišite. To so mi včeraj povedali, ampak spet nisem pa niti preizkusil, ker s tem telefonom nisem klicaril, tako da težko trdim točno, kaj se dogaja in kako se to sliši. Tako, prvi vtisi so zelo dobri in jaz mislim, da je Huawei spet igral na prave strune uporabnikov, da ima točno to, kar rabijo. Telefon z večjo baterijo, namreč ta telefon ima, zato ker je tudi nekoliko zrastel, v primerjavi s predhodnikom, nekoliko večjo baterijo in sicer 4200 mAh. To baterijo se da quick charge s 40W polnilnikom. Če veste, da je bil prejšnji 22,5 W, je ta zdaj 40, kar pomeni, da bo charging time spet ne vem kakšen, ampak izjemno hiter. Kar se tiče baterije, bi mogel še eno stvar pomeniti. Prvič je serija P, torej P20 plus, zdaj P30, sposobna wireless charginga. To smo pri tem telefonu v bistvu zelo ali pa skoraj najbolj pogrešali. To, da ga lahko odložiš in se telefon polne. Tako da zdaj je to pač mogoče, še nekaj drugega je mogoče. Mogoče s tem telefonom napolniti drug telefon, ki IQ standard podpira, kar pomeni, da naprimer lahko z njim napolnite tudi kako Samsungovo napravo, kar je cool, ali pa skoraj malo nesramno. Še ena stvar je pa baterija, ki moram poudariti, da tale USB-C port deluje tudi kot powerbank, v smislu, da pač vključiš noter drug telefon in ta telefon zna napolniti drug telefon tudi prek kabla. Tako da kup enih takih majhnih gadgetov, pa stvari, ki vam bojo mogoče velikrat v življenju prišli prav, mogoče boste imeli tako smart uro, kot je ta, pa boste želeli napolniti, pa ne boste imeli powerbanka zraven, zadevo boste lahko priklopili tukaj na tale polnilc in lepo, naprimer na avionu, napolnili to vašo pametno uro. Tako da, to je, kar se tiče baterije. Mogoče bi še eno stvar povedal, teh gadgetov pa gimikov okoli tega telefona je ful veliko. Tako da ne bom šel vse detalje, ampak ena stvar, ki je pa meni najbolj pomembna pri telefonu, je pa, da je vodoodporen oziroma prahoodporen. In zdaj po teh standardih ima ne zdaj več oznako 67, kot je imel predhodnik, ampak oznako 68. Ta oznaka 68 pomeni,
da ga lahko za približno pol ure potopite v 2 metra globoko sladko vodo. Ne slano, ker če ga boste slano potapljali, bo zelo hitro crkno, takrat ga morate res hitro ven vzeti, pa hitro sladko vodo sprati, ampak v nekih normalnih pogojih, če vam telefon pade v WC, naj bi delo, ko ga boste iz WC-ja ven potegnili. Tako da zadeva je tudi tukaj napredovala. Mogoče še par detajlov pa malenkosti v tem telefonu, ki jih nisem povedal vmes. Noter je valjda najboljši Kirinov procesor 980, možnih je 8 GB delovnega spomina, torej RAM-a, in pa 256 GB notranjega polnilnega, torej shrambe, za podatke. To je pač to. To je quick review novega oziroma first hands-on. A lahko to zmontirala? Ja. Ok, to je to. Že 16 minut, materijala, toliko da veš. A res? Ja. Bog pomagi. Ok. To je bilo to za danes. Če ste kaj novega zvedeli, če vam je ta telefon všeč, pa če so pač te videi cool, vsaj približno, pa se dajte subscribe. V vsakem primeru morate ta video komentirati, če vas kaj zanima, ali pa če imate kako pripombo na to, kar sem danes povedal, ker najbolj še kaj narobe, ker pač ne vem točno, kaj je s tem telefonom, imam ga prej kot vsi ostali, pa tudi na internetu niso podatki čisto točni. Tako da jaz upam, da vam je bil video vsaj približno cool, pa se vidimo v naslednjem takšnem ali drugačnem tehnološkem reviewju. Tako da to je bilo zaenkrat to. Zdaj pa, če želite zvedeti več, pa skotite na članek, povezava je v spodi, na City Magazine objavlja en tak first impressions review oziroma moje misli v tem telefonu, tako da več si lahko preberete dol, stisnite palc, komentirajte, pa se vidimo naslednjič. To je to.